prehajamo k pogovoru. Pa bi najprej vprašal gospa Mojca Magdič tole. Okrožnica Radost ljubezni govori o lepoti, pa tudi o temnih straneh družinskega življenja. Kakšne so po izkušnjah pri delu v družinskem centru, ki ga vodite, najpogostejše družinske krize in kakšna je preventiva? Ja, hvala za vprašanje. Najpogosteje je, jaz večinoma delam z družinami, z mladimi družinami. To pomeni, da so poročeni 4, 5, 6, 7 let, da so v obdobju, kjer imajo zelo male otroke, kjer je zelo dinamično, kjer pride do prvih kriz, kaj je tvoja vloga oče, kaj je tvoja vloga mama, ali si zadosti doma, ali nisi zadosti doma, kjer je kriza, kjer še vedno mogoče kak sin ali pa hčerka se ni ločil od svoje primarne družine, kjer je problem različna vzgoja. Tako da to so problemi v prvih letih zakona in moram reči, da je to obdobje najobčutljivejše obdobje. Ne vem, če veste, v Sloveniji gre največ parov narazen in to v letih med 1 in 4. Se pravi, prva 4 leta zakona so najtežja leta. In v Murski Soboti oziroma v našem centru smo se odločili, da bomo delali nekaj na spremljanju teh zakonskih parov, ki so v prvih letih. In tako, če se naslonim na Svetega Duha, ki je bil na koncu omenjen, čisto preprosto smo šli. Šla sem do enega zakonskega para in sem rekla, kaj lahko naredimo za mlade družine. In je rekla, bom malo promislila. In je to idejo, kaj bi naredili za mlade družine, povedala drugemu zakonskemu paru in sta rekla, daj naredimo slavljenje za družine. Naredimo, kjer se bo družina, mlade družine enkrat na mesec se bodo srečale, ob Najsvetejšem bodo pol ure skupaj z otroci slavili, peli slavilne pesmi, se bodo povezali z Gospodom, mu vse predali, kaj imajo, svoje prošnje, želje, potrebe. Po teh pol urah bodo otroci šli v spremstvo animatorjev, nato pa pride zakonski par, izkušen, ki bo jih nagovoril. Da jih bo nagovoril, da bodo imeli pred sabo nekoga, ki je že prehodil neko pot, ki ima za sabo neko preizkušnjo, ki jo je predelal, ki bo povedal, da nič ni narobe, da to pač se treba skupaj z Božjo pomočjo in z predelavo in s pogovori razrešiti, da dajo vtis, češ je le eno obdobje, ki se lahko reši. In tako vsakič imamo drugi zakonski par, kajti v prvih letih so tudi težave, ne samo glede vzgoje, glede vloge očeta, mame, nekateri pari ne morejo imeti otrok, nekateri pari imajo bolne otroke, tako da se dotikamo čisto vsakdanjih življenjskih tem. In to se mi zdi, da pari najbolj potrebujejo izkušnje in vzor pred sabo, da se da živeti. Hvala lepa. Mimogrede, v dvorani dobro slišite? Hvala. Gospod Blaž Jezeršek, na nedavnem predavanju za župnijske svete ste dejali, da je s pastoralo treba družinam pomagati, ne jim ukazovati. Kakšen je po vašem mnenju najgloblji pomen pastorale družin na osnovi enciklike Radost ljubezni? No, vesel sem bil tegale uvoda, ki ga je imel gospod Igor. Zelo lepo je postavil strukturo celotnega dokumenta in, če se spomnite, je omenil, da so prva 3 poglavja nekako namenjena analizi stanja, pravzaprav. Mogoče je to grda beseda, ampak priznati dejstva v zvezi z družino danes. In sploh drugo poglavje je namenjeno izzivom, s katerimi se danes družine srečujejo. In teh ni malo. Pravzaprav verjetno še nikdar v zgodovini ni bilo tako težko biti dobra družina kot danes.
In ko papež v 6. poglavju pove, zakaj sploh pastorala družine, zelo jasno poudari tole. Namen pastorale družine, namen, zakaj se cerkev sploh ukvarja z družinami, je v prvi vrsti in zgolj to, da družinam pomaga, da se laže soočijo z izzivi, sredi katerih živijo, in da jih laže premagajo. Samo to in zgolj to. Morda bi kdo mislil, da so še kakšni drugi nagibi v ozadju, češ, ne vem, ideološki nagibi mogoče, da bi čim več ljudi privabili v cerkev, da bi s tem mogoče povečali politično moč cerkve, Bog ne daj gospodarsko. Ne, papež pravi, ne, nič od tega. Važno je, oziroma smisel ima pastorala družine samo v tem, da družinam pomagamo premagati ovire, s katerimi se srečujejo na svoji življenjski poti. In vse, kar papež pravzaprav v 6. poglavju potem predlaga, gre pravzaprav v to smer. Kako lahko cerkev, v prvi vrsti župnija in potem vse izpeljane oblike, pomagajo družinam na tej življenjski poti, ki nekakor ni lahka danes. In mislim, da je to za, bi rekel, eno poglobljeno pastoralno delo čisto dovolj velika motivacija, da se tako pastoralni delavci kot vsi kristjani nekako začutimo, kako zelo pomembno je, da na tem področju res delujemo in da prihajamo naproti tem, ki našo pomoč potrebujejo. Hvala lepa. Gospod Igor, sporočilo enciklike Radost ljubezni je spodbudno. Poudarja vrednote in lepoto zakonske zveze. Kako ga čim bolj približati ljudem, predvsem mladim? Sinoči sem bil tu, pa je bila dvorana dosti bolj polna mladih, kot je danes. Koliko so do sedaj sporočila enciklike sploh dosegla mlade? Ja, to je zelo zagonetno vprašanje. Koliko je enciklika pravzaprav dosegla mlade, jaz ne poznam, ampak občutek imam, da zelo malo. Občutek imam, da izjemno malo. Občutek imam nasploh, da, glejte, ko je bila sinoda sklicana, so vprašali vse ljudi, pardon, so rekli škofovskim konferencam, da se ljudi vpraša. Prvič, drugič. Takrat je bila taka priložnost, veste, jaz sem laik, so ženo poročena 4 stoletja in imamo otroke, so tudi že temu primerno stari. Sem govoril z ljudmi podobne starosti. Ljudje so se veselili, cerkev zanima, kaj z nami. Pa se mi zdi, da se v Sloveniji ni zgodilo v tem smislu prav veliko. Druga sinoda je bila sklicana z enim zelo močnim stavkom, da bi z novim navdušenjem premislili, kaj narediti v družini. In od tega navdušenja jaz moram reči, da sem ga v slovenski cerkvi med laiki in duhovniki, ne govorim, da so eni boljši, drugi slabši, ampak da ga je bilo malo. Torej je še zelo veliko verjetno treba narediti. Glede mladih, mislim, da je temeljna stvar tega dokumenta od papeža predvsem tale. Poglejte, mladi so tako drugačni kot starejše generacije, da ni pričakovati, da bi lahko vzorci, ki so nam pomagali, srednji generaciji in starejši, sami po sebi za obliko, za načinom delovanja mlade. Prvi korak je verjetno potrebno, tako kot je sploh struktura dokumenta, mladim posebej prisluhniti, se z njimi srečati in jim prinesti tisto, kar je verjetno najtežja stvar. Glejte, da je v Sloveniji manj porok, je popolnoma jasno. Tisto, kar ni jasno, je to, da je padec civilnih porok manjši, kot je upoštevajoč zmanjšanje vernosti, padec cerkvenih porok. Mi v cerkvi se moramo vprašati, ne zakaj je družba taka, kot je. Zakaj mi, kristjani, svoji mladi generaciji ne uspemo prinesti lepote,
veselja, mislim, zakon nekaj tako lepega, da tega ne znamo prinesti mladim, da mladi doživljajo, kot da je zakon nek list papirja, kot čas slišiš. Ne? To je strašno in zato ne smemo mladih kriviti, lih nasprotno, zato so naše generacije odgovorne in se moramo skupaj, in tukaj bi rekel 3 stvari. Prvič, jaz sem zelo blizu papeževemu govoru, ko pravi, da mlada generacija, srednja generacija in starejša generacija morajo v družinah skupaj priti. Zakaj? Ker stari imajo spomin in so nosilci modrosti iz izkušnje. Mladi so tisti, ki vstopajo naprej in tvegajo, imajo ideje, so včasih malo nore, nič ne de, to so utopične. Najhujše je gledati mladega človeka, ki se mu upa tvegati, ker to je prezgodaj postaran človek. Vse 3 generacije skupaj pa razločujejo, kaj v konkretni stvarnosti. To je nova zaveza med generacijami. To je prva stvar, ki jo moramo skupaj reševati. Druga stvar se mi zdi izjemno pomembna. Mladi živijo v kulturi, ki je zaradi množičnih medijev in zaradi teh socialnih omrežij in tako naprej tako drugačna, da nekatere za našo generacijo samoumevnosti zanje niso samoumevne. In to je treba zelo zares vzeti. To niso mladi krivi. To je klic k temu, da začnemo oblikovati protikulturo, da začnemo iskati rešitev na prevladujoče vzorce v kulturi, ki tudi našo generacijo in starejše na nje vplivajo, ampak zlasti pa na mlade vplivajo. Torej klic k enem skupnem naporu oblikovati protikulturo. In tretja stvar, glejte, papež je kot en oče. Ne? In mislim, da mnogi ljudje papeža slišijo res kot očeta, veste. Kako lepo bi bilo, da bi en mlad človek prišel k duhovniku in tam videl duhovnega očeta, pa kar redovnici duhovno mamo. Pa ne samo, ker nima, ker ljudem ufari. Veste, ni treba, da lastni starši, pa lastni stari očetje, pa stare mame spričujejo. To je naloga med generacijami vseh, da bi počasi postali to, kar je nekaj najbolj normalnega, lejte, da bi mladi videli s tem, ko vstopijo v zakon, da se prostor mimo cerkve razširi, ne zoži. To je temeljna stvar. Zakaj se razširi? Ker se jim zaupa. Mladim je treba zaupati. Pa to, kad slišite, veste, ja, ne vem, če je on že, in ne, to pomeni, da ne pustiš mladega, da bo odrastel. Mlademu je treba pomagati, da bo sprejel odločitve, kajti po Birmi, če rečemo v katoliški cerkvi, ne, je on v družbi odraslih in ko nekdo sprejme, veste, odgovornost s svojim delom, takrat njemu daš dostojanstvo. In mnogi ljudje, ki tako nihajo, ko pridejo v službo, ko se poročijo, postanejo ljudje s hrbtenico, ker imajo kar naenkrat odgovornost. Torej, mladi zaupati odgovornost s tem, malo v tem smislu verskem, malo v smislu medsebojnih generacij, da drugemu pomagamo. Ne. Predvsem pa res, dajmo prisluhniti in se učimo srečati in pogovoriti, da bodo mladi lahko izrazili in da jih bomo slišali in da bomo laiki in duhovniki skupaj, poročeni in neporočeni, iskali rešitve, ker mladi so v bistveno manj ugodni situaciji, kot smo bili mi pred 4 stoletja, ker je pritisk kulture tako strašen, zlasti pritisk proti družini in še nekaterim drugim izrazom. Hvala lepa. Gospa Mojca, priprava na zakon je v pastoralnem delu cerkvi že dolgo prisotna. Ali način dela danes še ustreza? Je v njem dovolj možnosti za posredovanje vrednot zakonske zveze, navdušenja nad poroko? So pri tem delu potrebne kakšne spremembe? Ja, pripravo na zakon, ki sem jo jaz dala lani v moji dekaniji, sem bila kar presenečena, kajti bila je še vedno podana z vidika, kako da sem prišla k verouku. In bile so določene teme in se mi zdelo, češ, dali so nam 6 tem, to boste zdaj poslušali, ček, tak, zdaj ste pa pripravljeni. Po mojem bi se moralo popolnoma spremeniti sam način podajanja, jaz bi rekla čist iz učiteljskega ven, ampak da to postane prostor izkušnje.
Kajti moramo se zavedati, da večina parov, ali pa vsej parov, ki so prišli na pripravo na zakon, na kateri sem bila jaz del, jih je prišlo po 10-15 letih ponovno nazaj v cerkev. In to imamo pred sabo ene ljudi, ki bi jim lahko dali maksimalne življenjske vsebine, maksimalen wow, pozornost, pa jim, če jih damo tako na šolski, veroučni način, ne damo in jih izgubimo. Tako da prva stvar je, da jim damo možnost in priložnost, ki je bolj dinamična, kjer so podane izkušnje, kjer je veliko več pletenih zakonskih parov z različnimi izkušnjami, kjer so iskreni, kjer dajo teme, ki jih doma ne slišijo, možnost za pogovor med zaročencema o temi, ki se doma ne pogovarjata, tudi o spolnosti, ne samo načrtovanje družine, ampak tudi razlika moški, ženska, njuno dojemanje spolnosti, ali se o tem sploh pogovarjata. Ta tema sploh ne bi več smela biti tabu tema v cerkvi, saj imamo Janeza Pavla II. In njegovo teologijo telesa. Predvsem pa, da ji dobim tam vsebino, kako naj ljubim svojega bližnjega. Da bova midva rasla v ljubezni in da bom jaz znala njega ljubiti. Janez Pavel II. Je povedal, nič ni pomembnejšega, kot naučiti se ljubiti. In to se je mene zelo dotaknilo, kajti sedaj, ko sem poročena 1 leto, vidim, da je samo to glavno. Koliko jaz znam ljubiti in spoštovati mojega zakonca. Ali mu dam tisto osnovo, odgovorim na njegovo najpomembnejšo in najglobljo potrebo, ki ima ljubezen in spoštovanje. In če tukaj jaz, če v to ne posežem na zakonski skupini oziroma na pripravi na zakon, potem vse drugo izplahti. Tako da jaz bi, če povzamem, spremenila ves pristop, dala bi veliko več, da bi se zakonci med sabo oziroma zaročenci med sabo bolj spoznali, se tudi pogovorili, da bi se šlo v žensko skupino, moško skupino, da bi dali teme in priložnost in možnost za pogovor tudi o temi, ki je težka, da bi ti zakonci potem se večkrat tudi kasneje srečali po poroki, tako da veliko več bi dala na bližini, na spoznavanju, na konkretnih življenjskih temah, kajti večina, ki jih pride na pripravo na zakon, večina jih že živi skupaj, že imajo neke določene težave, tako da odgovoriti njim, jim prisluhniti, kje so in ne neke oddaleč na zunaj podati, ampak jim prisluhniti in povabiti medse izkušene pare, ki pa jim lahko pomagajo v njihovi rasti v ljubezni. Hvala lepa. Gospod Blaž. Podelim eno izkušnjo z vami. Še eno repliko, ja. Lansko leto sem imel eno zanimivo izkušnjo. Ena gospa je po telefonu klicala in se zanima, kako se sploh začne pripravljati na zakon. In s njim po nekaj besedah malo razjasnil, kakšen bo postopek in omenil, da mora tudi tečaj za zaročence opraviti, oziroma da ga morate opraviti. To je bilo vse po telefonu. Poslal sem ji potem po elektronski pošti še link do tiste strani, kjer je spisek vseh možnosti, ki lahko upravijo tak tečaj. No in ona je potem hotela ta spisek in moj odgovor poslati naprej svojemu zaročencu, preposlati, in se je zmotila in je meni odgovarjala. Boga, si predstavljate to stisko. In napiše, poglej, zdaj pa hoče nama še pamet soliti. Namesto da bi naj vprašali, da bi midva kaj povedala njim. Potem me ni nikoli več poklicala, tako da si je verjetno zavedla, kaj je naredila. Ampak veste, nekaj resnice pa je v tem. Nekaj resnice pa je v tem. Dejansko bi tale priprava, kot je že gospa Mojca rekla, morala biti veliko bolj poslušanje pa pogovarjanje med njimi, kot pa ex cathedra predavanja na tako in na drugačno temo. Tako da verjetno kaže iskati rešitev v to smer. Jaz bi še samo... Ja, izvolite.
se je zgodilo v Mariboru, ravno prejšnji teden sem imela srečanje z mladimi, ki so poročeni od 1 do 4 let, in so rekli, da so bili zelo majhna skupina, jih je bilo samo 3 parje so bili, tako da jih je bilo samo 6, in sta zaročenca rekla, da je to bil eden izmed najlepših trenutkov za njiju. Kajti nikoli prej se nista pogovarjala na tak način, ko sta se pogovarjala takrat po teh predavanjih oziroma pogovorih na pripravi na zakon. In je rekla, še lepše celo od samega, dobro, poročnega, da mi ni tako pretiravala, ampak je rekla, v tistem obdobju pred poroko je bila priprava na zakon najlepša, pa ste se pred tem zelo posmehovala, pa so jih vsi spraševali, a res na pripravo na zakon gresta. Rekla, ampak ne, zdaj lahko drugim poveva ena izmed najlepših izkušenj pred poroko. Tako, če res dobro narejeno, kaki vtis pusti na zaročencih. Hvala. Pa kar gospod Blaž, za vas bi bilo morda treba za uspešno pastoralo družin kaj dopolniti tudi pri usposabljanju duhovnikov? Veliko, najbrž. Zanimivo je, da papež, ko govori o pastorali družine, najprej izpostavi župnijo. Pravi, eminenten prostor družinske pastorale je župnija. In zato, da bi lahko sploh ta župnija upravljala svojo funkcijo, moramo zato poskrbeti, da bomo imeli dovolj usposobljenih duhovnikov, ki so vodje župnij, za svoje delo. In papež izpostavi 2 glavni lastnosti, ki jih mora župnik kot voditelj župnije imeti. Pravi, da mora biti čustveno uravnovešen in pa da mora imeti realen pogled na življenje v družini. In mislim, da v tem trenutku na obeh področjih pri formaciji duhovnikov bodočih malo šepamo. Čustveno uravnovešen. Veste, se je zelo lepo, če je duhovnik pobožen, hvala Bogu, ampak mora tudi biti stabilen, se pravi, biti realen, vedeti, kaj se danes v svetu dogaja, imeti nek vpogled v to, kaj se tudi v družinah dogaja. Je pa res, da v tem trenutku med nami, oziroma v slovenski cerkvi, v semenišču, te izkušnje dejansko bogoslovci nimajo. Ko papež naprej razmišlja o vzgoji duhovnikov, omenja, da bi se to, torej čustvena uravnovešenost pa realen vpogled v življenje družin, da bi se to dalo dobiti s tem, da bi pri formaciji duhovnikov sodelovale tudi družine same in ženske. In še ena stvar celo pravi, da utegne pri razmisleku o formaciji novih duhovnikov koristiti celo izkušnja poročenih duhovnikov iz vzhodne cerkve. Se pravi, dejansko hoče, da bi formacijo duhovnikov spremljale tudi družine, tudi ženske, in da bi bodoči duhovniki imeli normalen odnos do družin, tudi do žensk. In tu seveda je en velik izziv pred nami, verjetno je to bolj stvar škofov, ki skrbijo za formacijo duhovnikov in oni dejansko določajo smer, v katero bo potrebno to vzgojo duhovnikov peljati. Je pa nedvomno zelo pomembno, da skušamo na te izzive odgovarjati in to čim prej. Hvala lepa. Gospod Igor, sporočilo enciklike je tudi to, da je družine treba videti in sprejemati v njihovi realnosti. Kaj pravzaprav pomeni sprejemanje družin v njihovi realnosti? Ali niso v katoliškem okolju v ospredju bolj idealne podobe?
Ja, mogoče je res, da v katoliškem okolju je v preteklih desetletjih, vsaj v Sloveniji, se veliko dela z družinami, ki so bile recimo temu urejene, ki so bili moški in ženska poročeni, smo bili z otroci in tako naprej. Tu je pa precej drugače. Namreč, če se naveže na prejšnje vprašanje in prejšnji odgovor, poleg tega, ne, ker je res poudarjen, in ste rekli, ne, da družine vstopajo, moški in ženske, v formacijo duhovnikov, je še en poudarek, ki se tiče družin in duhovnikov. Danes je kriza zakramenta zakonske zveze in kriza zakramenta duhovništva tako huda, da pravi dokument, in že prej so rekli nekaj zelo pomembnega za oboje, da se moramo srečati in pogovarjati o lepoti tega zakramenta, da drug drugemu pomagamo živeti lasten zakrament. Prav, ne samo, da se srečamo v sveti življenja, prav v sveti doživljanja zakramentalnosti. In seveda, to je do duhovnikov, to je do nas poročenih pomembno vprašanje, ampak vemo, kako je stanje. Ne? Poglejte, več kot pol otrok se v Sloveniji rodi zunaj zveze, ki je civilno ali cerkveno, oziroma civilno poročena, civilno in cerkveno lahko poročena. Je pa druga stvar, ki je manj znana, da približno 74% otrok, ki so mlajši, ki so 4 leta ali mlajši in tudi kasneje do 15 let in mlajši, pa živi pri obeh rodnih starših. To pomeni, da starševski odnos je močnejši kot odnos, ki je bil med moškim in žensko, zakonski odnos. Sprejeti realno mnoge družine pomeni, da je treba iskati, in to papež in sinode so izrecno na mnogih mestih povedali, dobro v vsaki zvezi formalno urejeni ali pa neurejeni. Zakaj? Ker mnogi neporočeni se iskreno, z vso zavzetostjo trudijo skupaj živeti in skrbeti za otroke. Mnoge enostarševske družine, nekatere enostarševske družine so nastale zato, ker se ljudje niso poročali. Ne. Zanimivo pravi dokument, glejte, nekateri nimajo poguma, ali pa nimajo milosti, ali pa nimajo denarja, ali pa so pod vplivom kulture okrog njih, da se ne poročijo. Torej, ne njih napadati. Dajmo jim prisluhniti in skušati približati, zakaj je pravzaprav vredno. In zanimivo prav papež en členu, ki ravno zdaj sem ga bral v teh zadnjih dneh večkrat, ne, ker me je res navdihnil. Poglejte, prav papež, zaročencem bi pa to rad povedal na srce, ne. Bodite pogumni in se uprite potrošništvu in praznujte skromno, zmerno in postavite v ospredje, ko je poroka, ne gre za praznovanje poroke, tisto, kar je bistvo, to je vaša ljubezen. Ne ostale stvari. Vse drugo dajte pa na mesto, ki gre. Ta premik, da bi razumeli, da mama pa tudi, če sama vzgaja otroka z vso ljubeznijo in dali eno veliko priznanje in ji prisluhnem in ji pomagali, da če nima moža v sebi, da bi iz urejene družine lahko ti otroci srečali moški in ženski element. To je en velik premik, da nehamo mi iskati moralno pravilnost, ampak da gledamo z usmiljenim pogledom na vse, tudi tiste, ki niso krščeni, zlasti pa na vse krščene, ne glede na to, kaj je. No, poleg teh, ki se zelo mladi razporočijo, ne, ko je Mojca rekla, je danes izjemen porast in ta povečanje je opazen, ne, ljudi, ki so 15 let in več skupaj živeli, pa ne vidijo več smisla skupnega življenja in se ločijo. Kaj to pomeni? To pomeni, pogledajte, brati kulturo. Zakaj kulturo? Ker ti ljudje so nekako skupaj živeli, dokler je bil pritisk tega, pritisk od ozadja nanje, ja, za otroke treba skupaj skrbeti. Pa ko otroci grejo od doma, pa ne vidijo medsebojne zakonske zveze, ki je tako močna, da bi rasla. Jaz razumem, da grejo narazen, veste zakaj? Ker se je treba zelo ponižno priznati, ne? Mi premalo skrbimo za zakon. Mi skrbimo bistveno več za družino, kot za zakon. Kaj pa zakonci, ki ne morejo imeti otrok, pa bi jih radi imeli, 15% približno jih je. A njim sporočamo, da zakon je tista stvar, za katero ste poročili, ne zaradi otrok. Mi se poročimo za odprtost za otroke, ampak nekateri ne morejo imeti otrok. Ne?
Torej, vse te različne situacije, nekatere so brez krivde, nekatere pa dejansko je zraven krivda, ali ti so zakon sredo krivda, ali pa si sam storil, to je vse sekundarno. V spredju papež postavlja milostni pogled in veliko bližino. Veliko bližino, prisluhen. Zakaj? Tukaj je zdaj temeljni spopad bil pravzaprav na sinodi, ne? Na sinodi so sprejeli, tam so sprejeli na drugi sinodi, mislim, 22-24 členov, ne? 80 za večino, 95%, ne? To pomeni en glas. Enega, komaj da za enim glasom več kot 2/3, to je meja, ki je bila sprejeta, in enega blizu, pa ene parih je bilo okrog 20% proti. In ti jasno povedo, v čem je problem sodobne cerkve. Vsi ti 20% proti so povezani razen z mešanimi zakoni, ne, se pravi par takih objektivnih stvari, ne, pa vprašanje izničitve zakona, s tem, ali gledaš na realnost z usmiljenim pogledom, ali gledaš na realnost z legalističnim pogledom, ali pa z moralističnim pri nas. Ampak je zanimivo, par dni nazaj je papež umestil no, konzistorij za nove kardinale in je zelo jasno, kaj je tam rekel. Povejte, veste, kaj je rekel? Ne? O polarizaciji govoril, ne? In o odsotnosti prisluhniti. To sta dve temeljni stvari. Ljudje se formirajo v grupe in ne poslušajo drug drugega, bodi si, ker so jasni in je drug tako drugačen, da se ne slišimo drug drugega, in to je tudi mirno moramo priznati v slovenski družbi zelo prisotno, tudi v cerkvi pogosto. In druga stvar, nismo občutljivi za drugega, ne? Nismo občutljivi, apatični smo. Ne? In to je papež naročil novim kardinalom, da bi bil glas cerkve drugačen. Da ne bi bili tako gotovi vase, da ni drugemu ne poslušamo. In marsikakšna zakonska skupina je pred tem, da je bilo dobro jo malo spodbuditi in zrukati, ne? Zrukati jo, dobesedno. Če smo se zdaj 10, 20, 30, 40 let z njim vami ukvarjali, kaj boste vi zdaj naredili za družine, ki so v stiski? 30 let se je duhovnik trudil z njimi, ne? Zakonska skupina v Farah, in ja, zdaj je čas, da oni pokažejo drugim to, kar so bili vzgojeni. Se pravi, ne samo formacija, ne samo pomoč, ampak človeku pomagati, da postane apostolat, da človek spremlja odgovornost za druge. In je rekla, s tem bi nekaj skušal gledati, glede teh družin, kjer je res težava. Mnogi ti otroci, ne, iz takih družin, ki nimajo očeta, mama, ali pa je nasilje v družini, ker je še hujš kot v mnogih družinah, ki nista oba starša zraven, ne, imajo zelo težko izkušnjo otroštva, imajo lahko zelo ranjeno podobo, pa ko odrastejo moškega, ženske, ne, imajo veliko težav. In je ena rekla mama, ki ima otroke v osnovni šoli, da skupaj z njenim sinom, pa hčerko hodita tja, ne, pridejo včasih sošolci in skoraj vsi so z neurejenih družin, mislim, neurejenih v navednicah. To je pastoralno misijonsko delo družine. Tista družina, ki ima z odprtostjo do drugih, širi možnost, da ljudje sploh srečajo, kaj družina je. Zakaj je družina tako pomembna? Ker to je en zadnjih prostorov v naši zahodni civilizaciji, ker ljudje sploh še lahko vidijo, da je vredno se truditi, narediti odločitev in skupaj živeti celo življenje. To je stvar, ki jo hoče zminirati po eni strani zahodna civilizacija, ki je zelo relativistična. Zakaj? Zato, ker v družini, glejte, ko človek raste in ko se približuje zrelosti, gre skozi krize, ki pridejo, ne? Je kot vino, ki dozoreva. To morate vrati v italijanščini. Naš prevod, angleški prevod je snad. Italijani vejo, kaj je vino, ne? In se res vidi, veste, ker s takim občutkom besed se izrazi. In pri teh, ki so zlasti 8. poglavje vseh teh, ki so v različnih situacijah, gledajte, ločeni, ponovno poročeni, enostarševske družine, nasilje v družinah in tisti, ki so močno ranjeni zaradi splava, ali pa čisto preprosto. Poglejte, ko ti zakonec ne postane več mož, ampak se ne znaš več pogovarjati, ne praznuješ več skupaj, ima samo še rutino in rečeš, citiram, moj
zakonec, potem rečeš oče mojih otrok in potem rečeš in se zgubi odnos. Lahko je formalno skupaj, ta odnos je izjemno ranjen. In vedno znova je treba pomagati, prebujati in pri tem moramo skupaj priti vsi. Ne? Niso to samo duhovniki tisti, ampak en, drug in tretji skupaj, da ne glede na vse rane, prinašamo upanje in pogum. Ne? Sicer pa veste, kaj je usmiljanje? Meni je to toliko lepo, da bom kar povedal. Ne? Ko so tisti člen na prvi sinodi že na koncu rekli, pravijo, skoraj dobro se takole, usmiljanje je to, da resnico poveš z ljubeznijo. Ko to rečeš, človeka približaš, ga zbereš, ga dvigneš in ga povabiš k spreobrnenju. Torej, usmiljanje ni zoper pravičnost, ne, to je neumnost. Usmiljanje pomeni, da si tako blizu odnosu s človekom, da ti ni vse za njega, za njo, za njih. In jih skušaš nagovoriti tako, da jim pokažeš, poglejte, jaz sem z neko ljubeznijo rad, pa jim pa tudi pokažeš pot naprej, da bi jim pomagal, da bi se zadeva, če temu grobo rečemo, uredila, to, ki je Mojca rekla. Ne? Več kot pol parov živi nekaj let skupaj, ali pa vsaj 1 leto, in skušajo urediti, govorimo o katoliških parih, ki bi se radi poročili. Torej, to je usmiljen pogled. To ni pogled neresnice, ampak to je pogled, ki vidi drugega ne skozi oči moralnih presoj, ampak skozi oči ljubečega pogleda. Ne? In papež tukaj na mnogih drugih mestih pravi in tudi tukaj, da bi razvili kulturo srečanja, kulturo bratstva. Bratstvo je pa mogoče, bratstvo in sestrinstvo je mogoče, ko imamo enega očeta oziroma ko imamo očetovstvo in materinstvo. In tukaj mislim, da je temeljna stvar, povedite, otroci iz teh družin, ki so recimo kakorkoli nimajo staršev ali nimajo starih staršev, ker oboje je pomembno, da bi našli en način. Tukaj je stvar ustvarjanja, tukaj je stvar poziva, to je izziv, da bi vsi mladi imeli priliko se srečati z modrostjo starih. Da bi vsi mladi, ne glede na to, iz kakšne izhajajo, imeli priliko se srečati z eno zdravo moškostjo in eno zdravo ženskostjo. V aktivnem obdobju življenja in v starosti in v mladem obdobju življenja. To dopolnjevanje, to je temeljni klic, ne? Dopolnjevanje moškega in ženskega, ki prej rekel, dopolnjevanje generacij, dopolnjevanje teh 3, 4, ne? Poročeni, posvečeni, samski. To je v teh dokumentih tako lepo razvito, veste, da papež postal nekaj jasnih točk. In če se tistega držiš, si ti tisti, ki gradiš umestne stvari in v bistvu ti si ustvarjalec, ne? Papež povabi, ne? Da začneš ustvarjati. To je čist drug dokument, kot je bilo še 10-15 let nazaj, ko sem imel druge vprašanja. Vprašanje tukaj je vprašanje življenja. Morala seveda pomaga, na pomote, ne? Ampak ne morala pravil. Morala iz ljubezni je čist jasno, da človek se, če imaš drugega rad, začneš moralno obnašati, vse drugače ga pa nimaš rad. Ne? Ampak ne zaradi prisile. Ampak zaradi tega, ker je bil rad zvest, iz zvestobe ljubezni, pa lepoti. In tukaj pride povedati do te rasti, s katerimi se lahko zakonci, tudi mi, ki smo poročeni, smo skupaj, soočamo z mnogimi težkimi krizami in nismo preveč, ko bi rekel, niti ne togi, niti preveč ohlapni, ampak da res se odpira prostor. Tega se ne da rešiti sam, zato pravi dokument, delati na tem, da duhovniki grejo iz cerkve ven k stvarnemu življenju družin. Nekatere primere lahko naredimo tako, da ljubijo malo skupino, mnogi ne bojo v malih skupinah živeli, z njimi se srečati in oblikovati mreže teh, ki niso v malih skupinah, pa vsaj da malo komunicirajo med seboj, da najdejo nekaj tega. Ne? Se pravi, biti dinamičen, raznosmeren, pa vendar ves čas usmerjen v pomoč, to, kar je zelo lepo na začetku Blaž rekel, ne? Cerkev je tista, da družini pomaga, da živi v polnosti. Tu bi pa mogoče, gospod Blaž, na kratko, če bi vendarle, gospod Igor je veliko povedal za nas vse, tudi v župnijah bi mogoče dodali kaj, kako
so pa župnijske skupnosti, recimo župnijski sveti, pa druge skupine bralcev, pa službe, kjer gre za tudi za neko specifiko, poklicane k temu sprejemanju družin v njihovi realnosti. Že cel večer pravzaprav govorimo o tem, da smo vsi poklicani k temu. Ne? Mogoče pa res te skupine, ki ste jih omenili na prav poseben način. Ne? Lejte, da bomo dosegli to, kar je bilo rečeno, ne? Da bi nekako začutili vsi skupaj neko željo, neko gorečnost za to, da bi pomagali družinam. Ne bo dovolj, da župnik nekaj pove s prižnice, ne? Ali pa da mogoče pripravi eno predavanje, na katero bo prišel eden ali pa dva pričevalca. Lejte, gre za vzgojo občestva, dejansko cele župnije. Ne? In to ni stvar projekta za 14 dni ali pa en mesec, ne? Ampak to je stvar desetletja. Ne? In tukaj vstopi vloga teh občestev, ki ste jih omenili. Ne? Župnijski pastoralni svet. V prvi vrsti župnijski pastoralni svet se mi zdi. Ne? To so tisti ljudje, ki nekako tudi delajo klimo v župniji, veste, to so opinion makers, ne? Se pravi, oni nekako, če jih znamo prav upeljati v njihovo poslanstvo, ne, bojo lahko zelo veliko dobrega naredili. Ne? Potem seveda tudi vse ostale druge skupine, ne, se pravi, to so ljudje, do katerih ima duhovnik lahko nekakšen dostop, ne, se pravi, jih lahko na nek način oblikuje in da potem oni ponesejo tega duha ven v tista mesta, v tista okolja, kamor duhovnik ne more. Ne. Je pa tukaj zdaj še ena druga stvar, ravno v zvezi s temi skupinami, ne. Namreč naša cerkvena zakonodaja, lokalna, ki jo torej sprejemajo škofovske konference in škofija, ne, marsikdaj že sama v sebi pravzaprav nosi določene omejitve, kdo lahko postane član te ali one skupine, ali pa kdo lahko sprejme tako ali drugačno službo znotraj župnije. In tudi v zvezi s tem papež govori in celo nekako spodbudi, da je treba zdaj še enkrat premisliti tele naše statute in pravilnike in zakone, ne? In videti, a je res potrebno, da tiste omejitve noter še ostanejo. Recimo, statut o članstvu v župnijskem pastoralnem svetu v eni točki govori, da je lahko kandidat za izvolitev za člana župnijskega pastoralnega sveta samo nekdo, ki, če je poročen, ima sakrament svetega zakona. To pomeni, da že kar precejšen del populacije župnijske, ne, pravzaprav s tem izločimo, na primer. Ne. Lejte, sej ne rečemo zdaj, da je treba to vse odstraniti, kje pa, ne. Ampak to so tiste točke, v katerih bo treba še enkrat pomisliti. Ne. A mi na ta način ne delamo neke vrste diskriminacijo? Ne. Ampak tudi tukaj verjetno je to stvar tistih forumov, ki lahko sprejemajo taka pravila oziroma statute, to je verjetno v prvi vrsti škofovska konferenca. Vsekakor pa ja, kot ste rekli, ne, se pravi, vloga skupin župnijskih, ne, je tukaj nujna. Ne. Brez tega, te drže, konstruktivne drže z željo pomagati družinam, ne bomo razširili dovolj široko, da bi res dosegli tisto, kar pričakujemo ali pa kar si papež v tem dokumentu želi. Hvala. Gospa Mojca, še za vas vprašanje. Krize v zakonu lahko privedejo tudi do ločitev, ki jih je zmeraj več, tudi v krščanskih zakonih, na žalost. Povezane so s hudimi in trajnimi bolečinami. Kaj je tisto globoko sporočilo enciklike Radost ljubezni za ljudi s temi bolečinami?
da so še naprej pod ljubečim pogledom Gospoda, vključeni v cerkev, da imajo ob sebi brate in sestre, ki mogoče formalno še so noter v zakonu, ampak mogoče doživljajo iste stvari. Enciklikami se mi zdi, da to sporoča najbolj, da je bližina med ljudmi še vedno in da se lahko te obrnejo, naslonijo en na drugega. Da niso tako sami, kot si mislijo, da so sami. In da njihovi primeri niso tako osamljeni. Le mogoče so formalno v drugačni obliki. In da je njihov oseben odnos z Bogom še vedno najpomembnejši. Oni in Bog, najtrdnejši odnos, ki je bil od spočetja in bo do smrti. In samo Bog resnično lahko vsako situacijo vstopi, jo odreši, če le nekdo ostane pod tem pogledom Božjim in Bogu zaupa. To se mi je zdelo meni, če bi še kdo kaj dopolnil. Ja, mogoče je ena beseda res. Oni niso izključeni. To se je pogosto delalo. Oni niso izključeni. Recimo, če eno ženo mož prevara pa zapusti, ali pa je nasilen in se da skupaj živeti, ta žena ne more biti izključena iz župnijskega pastoralnega sveta, kot se zaenkrat dogaja. Treba pa gledati od primera do primera. In to je tista velika stvarnost te enciklike, da se ne more dati zunanji odgovor vsem. Vse Bog ljubi, to je skupni odgovor. Ampak niso vsi primeri enaki in spremljanje, njihova bližina, pogled, razločevanje primera do primera in vključevanje, integracija, tukaj Mojca rekla, to ni za frontalno to vse enako, ampak zavisi od situacije. In tukaj je velik klic k duhovnikom, ampak tudi k odraslim drugim, redovnikom, ljudem, ki se ukvarjajo z družino in vsem poročenim in samskim, da najdemo načine, kako te ljudi vključiti nazaj njim lastno pripadnost znotraj cerkve, ker oni so del cerkve. In tukaj je bilo v preteklosti ogromno narejeno narobe. Mislim, da je papež v tem letu pokazal nekaj takih jasnih stvari, ki nam bojo dali misel, če dolg časa. In ena zadnjih stvari v letu usmiljenja je bila ta, da se je srečal z družinami poročenih duhovnikov. Niso izločeni. Prej se je srečal z mnogimi drugimi. Torej, vključevanje ni avtomatizem, ampak vključevanje izhaja iz bližine, iz spremljanja, iz razločevanja situacije, da se vidi malo, kako je. In potem tista vključenost, ki je za nekega človeka. Poglejte, sej svetost ni to, da imamo ne vem kaj vsi. Svetnik je vsak, sveto dejanje, vsako dejanje, ki nekomu, ki je nekaj delal narobe, ne dela več. Pa so pa izjemni svetniki, ki nam pa to pokaže tako močno, da je to vidno. Ampak vse, kar je storjeno v ljubezni, pa vse in kakšna nemogoča situacija je formalna, vejte, to je že zapisano. To je naša vera. To, kar je storjeno v ljubezni, bo ostalo. In tisti, ki živijo v, recimo temu, razpadlih zakonih, tam je lahko izjemno veliko ljubezni. Jaz bi zaključil to, kar je Mojca rekla za eno raziskavo. Letos je tudi bilo nekaj raziskav v tem zvezi in je kolega Platonjak naredil raziskavo z ločenimi. Mislim, da ni v tej skupini bilo veliko ponovno poročenih. To je odgovorilo več kot 300 ljudi, ki ni vseeno kaj narediti, kristjanov. Tako verne skupine jaz nisem nikoli, noben raziskav prebral. Oni doživijo hud neuspeh in se tega zavedajo, ampak bi radi bili blizu Bogu in delajo, res delajo. In Božje usmiljenje je mnoge teh doseglo tako, da so to najbolj znotraj cerkve, ampak v cerkvi pa njihovo mesto je še zelo obrobno. Pa bi se lahko od njih ogromno naučil. Namreč, kaj bi se lahko naučil? Od naših padcev se vedno lahko naučimo, kako ravnati v naši situaciji. Zato se mi moramo spomniti ne samo dobrega preteklosti, ampak tudi tistega zla,
ki so ga drugi nam storili, in tistega zla, ki smo ga mi drugim. Zakaj? Ker ko pride kriza, je to edini vir modrosti. Ne zato, da bi gledali neočično na to zlo, ne, ki smo ga storili ali so ga drugi nam storili, ampak da bi znali počasi rast iz koraka naprej. In mnogi ti ljudje, veste, bi lahko ogromno pomagali ljudem v krizi, ker bi jih opozorili, na kaj ne bodo pozorni. Mi bi mogli prav poslušati te ljudi. Ne vse izmed njih, nekaterim vse, ampak tisti, ki iščejo duhovni odgovor na neuspeh, ker doživijo ločitev kot neuspeh, tako rekoč vsi, ki jim ni vseeno. Oni imajo nekaj zapovedati nam. Hvala lepa, dragi gostje, hvala za vaše odgovore. Zdaj